Takole, evo, imamo pripravljeno in poglejmo. Zdaj, ko pogledamo tule, imamo pa tale problem. In sicer, zdaj pa imamo že, koliko je sinus, zanima nas pa, koliko bo kot. In ta kot, moramo tudi nekako povedati kalkulatorju, ampak zdaj, če bi dali sinus 0,3, to ne bo šlo, ker smo upoštevali, da je tu noter kot. Mi moramo obratno narediti. Obratno. In to pa naredimo tako, da na kalkulatorju preverimo, kje piše sinus na -1. Tukajle je sinus in tukaj gor piše sinus na -1. To je tisto, do česar moramo priti. In vsak kalkulator ima to malo različno, In sicer zakaj? Zato, ker imajo druge inženirje, ali kaj pa vem. In naš kalkulator dostopa do teh napisov s tole tipko Shift. Vi pa imate tudi v levem zgornjem kotu, vsi kalkulatorji imajo tu v levem zgornjem kotu, lahko piše 2NDF, Shift, INV, ponavadi je ta tipka druge barve, ali pa v glavnem levo zgoraj poglejte in take barve je napis zgoraj nad tipko, take barve, kot je tale napis pri sinusu, Tako da to vam ne bo v namig. No, in mi moramo zdaj reči, da mi ne želimo v bistvu računati sinusa, ampak mi glih obratno računamo kosinus. In glih obratno kosinus pomeni, da moramo pritisniti najprej to tipko, Shift, pritisnemo, in potem šele povemo, katero kotno funkcijo, v našem primeru je to sinus, se pravi pritisnemo sinus, in se nam izpiše sinus pa tukajle na -1, kar prej ni bilo. Zdaj pa vpišemo številko, to je 0,3. In je enako. In dobimo 17,45, kar je v bistvu kar spodbudno. Zakaj? Zato, ker kot mora biti večji, koliko je 0,03 stopinje, ni v redu, ker bi bil čisto droben. Tako pa, če pa dobimo neko tako številko, da bi jo lahko celo na geotrikotnik narisali, potem pa smo kar na dobri meri. Sploh kadar bomo kotne funkcije uporabljali v trikotniku, Tako. No, zdaj pa gremo pač na isto situacijo, samo pri kosinusu. Jaz si ne upam napisati gor na tablo rezultata, zato ker lahko, da bo potem spet šel ta kalkulator, noče tako obstajati. In boljše, da pač računamo na kalkulator, vi pa si pač po mojem nareku napišite rezultat. Zdaj pa imamo kosinus alfa je 0,12. In da dobimo kot alfa, ki je v kosinusu, se pravi, da je, da moramo nekako obratno od kosinusa, in obratno od kosinusa dobimo tako, da gremo na kalkulator na Shift, v mojem primeru, ali pa 2NDF ali pa karkoli, se pravi Shift, in potem gremo izbrati pravo kotno funkcijo, v tem primeru je zdaj kosinus, in vtipkamo 0,12 in zaklepajo. In je. In dobimo 83,11 stopinje. Lahko bi še to dali v minute in sekunde, pa zaenkrat ne rabimo. Če pa bi hoteli, pa bi verjetno tole pritisnili, tole tipko z stopinje, minute in to, pa bi dobili tudi to. Okej? In še tretja stvar je, kako dobimo tangens alfa, v bistvu podobno, gremo poiskat Shift, pritisnemo Shift, gremo poiskat tangens, pritisnemo tangens, poskusite samo enkrat, meni je ušlo, tangens, in potem vtipkamo 5. Tangens pa gre z več kot 1, in damo je enako. In to je kot 78,69 stopinje.
Tako, zdaj pa še nad mojo glavo sta še dva. Velikokrat dobimo tudi tako, da je sinus x enako neki ulomek. To pa pač spremenimo v številko. Se pravi, imamo zdaj inverzno. Sinus. Zdaj pa damo v oklepaj, ne vem, 2 deljeno s 5, ne, ker to ponazarja ulomek. Konec. Konec zaklepaja in je enako. In dobimo 23,58. Lahko bi pa tukaj tudi tako naredili, da bi rekli, koliko pa je 2 deljeno s 5, a ne? In to je 0,4. Potem pa po tistem postopku, a ne, naprej. Shift, sinus, da bi pa mogli tole ans pritisniti, da dobimo tisti rezultat, ki smo ga imeli, in dobimo 23,57. ANS ponavadi da star rezultat, ki smo ga računali. Prav, gremo spet na začetek, zdaj imamo pa kosinus. Zdaj kosinus 1/4, se pravi, gremo inverzno, shift, kosinus in 1 deljeno s 4. Zdaj sem že bolj drzna, ste opazili, brez enih oklepajev, mislim, da bo šlo, je 75,5. Tako. In še tangens, tudi pri tangens, pazite, da greste na inverzno, shift, tukaj je, ne, shift. In potem tangens, se pravi, tule je tangens, pritisnimo tangens, 0,7 in je enako. In dobimo 34,99. Se pravi, dve stvari morate zdaj tukaj znati. In sicer znati morate to zadevo, ko smo imeli prej. To pomeni, da znate označiti, katera je nasprotna priležna in katera je hipotenuza. In morate znati dati tudi v kalkulator. V kalkulator morate znati dati takele stvari, ko piše sinus kota in dobite kot ven. Ali pa druge stvari, take, kjer kot, se pravi, tole šele iščemo, ne. To dvoje morate znati, ostalo ste pa potem rešeni. To je v bistvu, boste videli, vsa znanost, če tole znate dobro, je to vsa znanost kotnih funkcij. Kalkulator vam bo tudi dobrodošel pripomoček in v bistvu je to šele prva taka snov, kjer dejansko potrebujemo kalkulator, ker to ne znamo sami izračunati. Vse tiste množenja, deljenja, seštevanja, odštevanja, tudi če so velike številke, to znamo, a ne. Znamo pisno deliti, množiti pa tako, no. Če ne znate, malo ponovite, ker to je kar spretnost osnovna. Tako, zdaj smo imeli nekaj takih, bi rekla, vaj, ki nam bojo pomagale reševati naloge. Zdaj gremo pa na eno nalogo zaresno. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!